Glavne 4 stvari, na katere morate biti pozorni, ko kupujete nov telefon. Vsi hočete imeti dosti dobre kamere, pa dosti velike baterije na telefonu. Sam nama je pa najbolj važen, da imate dosti placa. Sam zakaj? Zato, ker recimo videoposnetki, slike, to so že ful veliki in ker so ful kvalitetni, zauzamejo tudi ful placa. Pa imate pa zraven še aplikacije, pa sistem, to gre en kup enega prostora. Zato mi predlagava, da kupite telefon vsaj z 256 GB prostora, ker ga boste tako lahko uporabljali vsaj že par let. Ker si govoril od videoposnetkov, ne pa od slikah, valjda je važna tudi kamera. Ni vse samo v megapikslih, ampak je važen tudi senzor v samem telefonu oziroma procesor in koliko umetna inteligenca v tem procesorju dobro sprocesira slike pa videoposnetke. Tako da, če hočete imeti tudi dobro kamero, je valjda pomembno, da imate tudi dober kaj? Procesor. To pomeni, da se izvajajo operacije na procesorju hitro, ko slikate, ko snemate in s tem telefon nič ne šteka, tudi procesiranje fotk in vse to skupaj vodi v to, da imate fotke skoraj tako dobre, kot na profesionalnih kamerah. Zdaj vse to res porabi veliko energije, zato je fajn, da je procesor energijsko učinkovit, kar pomeni, da je narejen v rangu od 3 do 5 mm procesa. To pa je ful pomembno za naslednjo glavno stvar. Je baterija. Ta mora imeti veliko kapaciteto, hitro se mora polniti, zaradi tega, ker se veste, v 2024 je tempo life ful hiter, ful se zanašamo skozi na telefone in če nam baterija zmanjka, kaj bomo naredili? Pa ful je fajn, če imate zraven še hiter polnilec v škatli, to bo ful prav prišlo. Davor, pa kjer letu ti živiš? Se viš, da v 2024 nobeden več ne daje adapterjev notri v škatle, da? Sem res, to imaš pa tudi prav. Ker se pa lik dobro počutva, vam pa dava še eno bonus glavno stvar. In sicer je to operacijski sistem. Ta mora biti hiter, odziven, animacije mora biti dobre in hitre. Sam ne pomeni pa to nujno, da gre za iOS, no. Se strinjam, ker tudi Android nič ne lega tako, kot je včasih, tudi na cenejših telefonih ne.